No, enoznačnega odgovora na to vprašanje ni. Seveda vsaka panoga ima določene zahteve na to temo. Splošno pa velja, da moramo poskrbeti za to, da so stroški dela taki, da smo lahko konkurenčni na tržiščih, na katerih nastopamo. To ne pomeni samo zmanjšanje plač, to lahko pomeni seveda razbremenitev z nižjimi prispevki, dajatvami, s katerim se seveda omogoči gospodarstvu, da raste in na tak način zagotovi dodatne prilive tudi v državni proračun. Pri plačah zaposlenih zmanjšati del za socialne prispevke in davke ter ga obrniti v neto plače zaposlenega z namenom, da se prejemki povečajo in s tem tudi potrošnja. Mislim, da je naša država bistveno prekomplicirana in bi potrebovali en nacionalni projekt, gibanje, ki bi našo državo poenostavilo. Moj predlog je, da v proračunu za naslednje leto predvidimo 10 milijonov evrov za 10 tisoč predlogov, ki bi jih nagradili s 1000 evri, ki bi jih podajali vsi državljani in zaposleni, vsi prebivalci. Ta denar bi se razdelil delno na predlagatelja, delno pa na tistega, ki bi ga obdelal. Pogoj je, da se poslovanje države poenostavi in nič drugega, davčne stopnje ne tikajmo, ker vemo, da potrebujemo zdravnike in šolnike in podobno infrastrukturo. V bistvu je država pravzaprav neke vrste podjetje in če se pogovarjamo o konkurenčnosti na prostem trgu, tukaj pač konkurenčnost sam trg diktira. Slovenija kot država ni konkurenčna sosednjim državam ali pa tistim državam, s katerimi imamo možnost ali pa že poslujemo, in tukaj se moramo vprašati, kakšen je pravzaprav podjetniški ustroj naše države, kakšna je dostopnost do postavitve recimo nekega podjetja, kakšna je dostopnost do zaposlovanja v Sloveniji živečih prebivalcev in tako naprej.